Papeževa jutranja homilija 17. marca je govorila o usmiljenju. Cerkev je Jezusova hiša, je hiša usmiljenja, ki sprejme vsakega, torej ni nek prostor, kjer kristjani lahko zaprejo vrata, je povedal sveti oče med mašo v kapeli doma svete Marte. Papež je homilijo začel z evangeljskim odlomkom, v katerem prerok Ezekiel govori o tempelskem vrelcu. Izpod njega je privrela voda, ki je vedno bolj naraščala in postala reka. Njena voda je bila zdravilna, polna rib, v njej se je lahko vsakdo ozdravil. O vodi, ki ozdravlja, govori tudi evangeljski odlomek iz Janezovega evangelija. V kopališču Beceda v Jeruzalemu je bil neki človek, ki je bil bolan že 38 let. Papež Frančišek je pripomnil, da je bil nekoliko len. Nikoli mu ni uspelo, da bi se približal vodi in se potopil vanjo, ko je začela valovati, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je prvi stopil vanjo, je ozdravel. Jezus pa ga je videl tam, ga ozdravil in mu rekel: "Vstani, hodi." Pismouki pa so ozdravljenega moža grajali, kajti bila je sobota in ne bi smel prenašati postelje. Jezus pa ne bi smel ozdravljati. Po Frančiškovih besedah gre za dogodek, ki se velikokrat zgodi tudi v današnjem času. Cerkev mora imeti vedno odprta vrata, je nadaljeval sveti oče. Jezusova hiša in Jezus sprejema, a ne samo, da sprejema, ampak tudi gre iskat ljudi, kot je poiskal tega bolnega človeka. In če so ljudje ranjeni, kaj naredi Jezus? Jih graja, ker so ranjeni? Ne, pride in jih nosi na svojih ramenih. To se imenuje usmiljenje. Ko Bog graja svoje ljudstvo, govori ravno o tem. Usmiljenja hočem in ne žrtve. Postni čas naj nam pomaga, je sklenil sveti oče, da ne bomo naredili napake in zaničevali Jezusove ljubezni do hromega samo zato, ker je nasprotoval postavi.